Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Mefeks. Glasno. Akcent. Teksa. Na glas. Naglas. Naglasak. Naglasak. Glas. Glasno. Naglas. Naglasak. Na glas. Dobar dan, dobrodošli v Na glas. V naš studio prihaja Goran Hrvaćanin, ki je zaslovel z video smešnicami in ustvaril najbolj gledan slovenski film Prhostar. Kam pa gre za novo leto? Za tebe ne vem, sam igramo v Beograd. Dol imaš ženski stari, pocen pir, žurke, čevapi. Ja sam dol so čifuri. Ne, vsi čefuri so že tle, pri nas. Kdo pa je dol v Srbiji? Je Bosanci. Kaj vse potrebujemo za silvestrsko pogrnjeno mizo? Se pravi set, kozarci, svečniki, dekoracija, rože, lahko so to, bomo rekli, bolj letnemu času primerno, se prilagodimo in načeloma je to to. Kako se ličijo Slovenke oziroma kdo je v največji prednosti? Su sada Ljubljančanke u mojoj nekoj perspektivi u velikoj prednosti. Zato što ne pokušavaju da promene svoj značaj i svoju prirodu, već je samo sa nekim malim detaljima još više istaknu. Predpraznični dnevi terjajo ne samo premislek o hrani, ampak tudi o slavnostni postavitvi in okrasitvi mize. Zato smo se po nasvet obrnili na profesionalca. Prisluhnemo natakarju Borislavu Stanojloviću. Tukaj imamo mehen prikaz omizja, slavnostnega, ki lahko služi za kmalu prihajajoči silvestrski večer. Tako da imamo pripravljene pogrinke po osebi, imamo svečnike, ki lahko pričarajo bolj, bomo rekli, posebno vzdušje. Tako da to bi bila neka postavitev klasična, kjer pa seveda lahko dodajamo tudi pribor po potrebi. Tukaj imamo za začetek slepi krožnik, to je vedno osnova, na katerega polagamo. Nadaljujemo z priborom. Vedno dajemo po 2 seta pribora, na desni strani nože, na levi strani vilice. Servet lahko položimo poljubno, kakor nam ustreza. Imamo tudi mali dekoracijski dodatek, ki služi še bolj, bomo rekli, slavnostno oziroma silvestrsko. Kozarec za vodo, kozarec za vino in seveda ostale stvari dodajemo po potrebi. Ali je to kakšen aperitivček, za kakšen kozarec šampanjca, mogoče za začetek. Carice gredo v live je bil prvi video, ki je v orbito izstrelil Gorana Hrvaćanina s sodelavci z večinoma priseljenskim družinskim ozadjem. Za hip se spomnimo začetkov. Še eno tako mi spuca pusla, ga bom in najdla si bom živ. Bajke mi, evo. Hani, stani, gremo eno profilko narediti. Ja. Kao ona brez make-upa, veš? Ja. Ja, valjda. Kao ne veva, slučajno. Ja, dej. Dej zamislil si neki, koliko je 3x2? 9. Sam bom huda. Reci huda. Sam bom dalo črno-belo, da se ti ne vidio te čide. Ej, grem jaz poklicat takce da nas zmrzale kot 2 ocene. Prvi se pa zrihno tukaj. Evo. U hit. Valda. Volim te. Je sebe še bol. Koza. Preden se mi Goran Hrvaćanin pridruži v studiu, spoznajmo poklicno vizažistko in inštruktorico ličenja. Vanja Đuran je končala šolo za filmsko in gledališko masko in Akademijo za vizualne umetnosti v Beogradu. Kako se je torej treba naličiti za silvestrski večer? Skrbno izbrana dobra podlaga, oči naličene zlato bakreno barvo, zgoraj in spodaj za bolj dramatičen videz, črtalo za oči z bleščicami in maskara, rahlo poudarjene ustnice s temno-vijoličnim odtenkom, na koncu še barva za lica v marelično zlati barvi. To so nasveti za silvestrski videz inštruktorice ličenja Vanje Đuran. Možda to pre 1-2-3 godine bih rekla da Ljubljančanke nemaju baš neke jake veze sa make-upom. Kaj pa današnji trendi? Tako da su sada Ljubljančanke u mojoj nekoj perspektivi u velikoj prednosti. Zato što ne pokušavaju da promene svoj značaj i svoju prirodu, već je samo sa nekim malim detaljima još više istaknu.
Trenutek, ko se je Vanja zavedla, da bo ličenje njena ljubezen in poklic, je bil maturanski večer, ko jo je prvič naličila mama. Osjećala sam se tada zaista neverovatno dobro, jer mi je dala takvo samopouzdanje i takav dobar osjećaj. Eto, tu je nekako počelo da se rađa ideja da se bavim make-upom. Vanja je bila rojena v Sloveniji, a se je družina preselila nazaj v Beograd. Po končani srednji šoli za dizajn se je leta 1997 hotela vrniti nazaj v Ljubljano. To je bio jedan ringišpil dolaska pa odlaska, pa svih tih problema, viza, pa radnih dozvola, pa svačega. Tako da sam se ja u jednom trenutku, posle 1997. kad sam se vratila u Sloveniju, bila deportovana iz Slovenije. Tisti čas je izkoristila za študij na prvi šoli za filmsko in gledališko masko v Beogradu, kjer je postala tudi asistentka. I od tog momenta je make-up preuzeo svu kontrolu nad mojim životom. V Sloveniji je v 18 letih postala vodilna vizažistka svetovno znanega studija, ki izobražuje tudi vizažiste iz Nemčije, Italije in jugovzhodne Evrope. To prenošenje znanja i taj moment kada vidiš da se neko sa tog nekog belog papira pretvara u umetnika i počinje da živi i da radi taj posao, nema veće nagrade od toga. Nenehno pa se uči tudi sama. Uvek imam osjećaj da nešto nedostaje, uvek nešto stvaram, crtam, probam, jer tu se rađa milion pitanja na koje ja naravno moram ili da odgovorim ili ako nemam odgovor onda moram da ga nađem. Tako kot je našla odgovor za prazničen videz. Z nami je zdaj Goran Hrvaćanin. Goran, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kdo so carice? Kako so nastale? Tako začel, kako so nastale. To je naš način kaznovanja ljudi, ko v javnosti izjavljajo nespametne stvari. Ampak v tem primeru so carice v bistvu pripadnice balkanskega rodu z nižjo izobrazbo in z nižjo stopnjo asimiliranosti. Humor na račun Balkancev je obstajal še preden ste ga vi začeli prakticirati. Kaj je bilo tisto, kar je užgalo? Jaz bi tako rekel, da recimo prvi val balkanskega humora je prinesel Đuro, ampak to je bil humor, ki je že obstajal in ga je samo predstavil tle. Mogoče naša specialiteta je pa to, da smo asimilirani in lahko pogledamo skozi tretje oko, če hočete, in na Slovence in na Balkance, tako da to strani posmatramo. Ustvarili ste tudi lik Zokija Carja, ki pooseblja vse balkanske stereotipe. Poglejmo insert iz epizode Car na glavni vožnji. Ajmo, Hajken! No, evo, še malo sončka vas gledam. Gospod komisija, ti mi malo pederu še tam popaziti. Ja, gospod Zoran, zdaj pa dajte vse od sebe. Vse. Kako vse od sebe? Če davamo vse od sebe, pa me nič ne ostane. Gospod Zoran smo rekli, a? Valda. SLPD. Špigle, luči, pas in 10 do 2. Ima, da smo do 2 konj zadošli. Kdo je torej Zoki in zakaj ravno Zoki, glede na to, da ste ustvarjalci večinoma tudi pripadniki narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji? Zoki bi rekel, da je skupak vseh balkanskih, ne balkanskih, v bistvu čefurskih stereotipov, tako neka mačo na steroidih. Vse najslabše stvari združene v enega človeka. So taki stereotipi leteli tudi na vas? Odraščali ste na Jesenicah? Recimo na mene osebno ne, mogoče le zato, ker sem dosti dobro asimiliran, ampak bolj so leteli ne od Slovencov, ampak bolj od strani kolegov oziroma rojakov Balkancev, tam okrog leta 1991, ko je prišla vojna. So se poznale te napetosti tudi med vami? Zelo, ja, ker takrat je bil najbolj pogosto vprašanje, če si Srb, ker Srbi so bili takrat agresori in to je bilo važno, si Srb ali nisi. In glede na to, da se pišem Hrvačanin, sem to izkoristil, čeprav nisem Hrvat. No, ustvarili ste tudi nekaj videoposnetkov, v katerih se posmehujete prvi generaciji priseljencev. Poglejmo en odlomek, prosim. O tebi govorim, Beno, jedna. Kva je? Pa ko ti je dozvolio da diraš moj dlačnik? Nisem ga dirao, kdo je... Kako nis kad je pokvaren? Kako pokvaren će no? Ja ne dela. Baterijo na file, pametnjaković. Čekaj, to idu one male alkaline što idu u daljinski. Ne, to je un adapter malik, ga dobu zravan, štekaš u njega, a drugi dio veći
Uštek dozu, a bo šlo? Čekaj, ti mene učiš taj adakter. Pa ko misliš, da te 20 godina šišao mašinom u klozetu? Čutiti je neko zamero do staršev, ki še vedno govorijo slovensko z naglasom. Najbrž je bilo težko odraščati v majhnih stanovanjih. Ne bi rekel, da je to glih zamera, ker ne znajo govoriti, recimo moje še kar, ne še kar, ampak dobro govori, ampak to je tak fonetično specifičen jezik, do katerega imam jaz ful pozitivne čustva. Mi se rad s tem igram, tako bi rekel. Odraščati je bilo pa izziv. 4 v 40 kvadratih je tako razmerje, ker se moraš boriti za atom kisika. Tako da... Je humor tudi neke vrste obramba pred temi, kar ste doživljali kot otroci? Pa jaz bi tako rekel, da mi, potomci Balkancov, sploh teh naših starcev priseljencev, smo vsi malo odškrtnjeni nekje in večina nas, ki se ukvarja s tem izražanjem, da ne rečem z umetnostjo, imamo ta defekt, ki ga izražamo skozi umetnost ali humor. V mojem primeru je humor obrambni mehanizem, ja. Torej neke vrste psihoterapija. Ja. Pogojno. Tako je. Humor je zdravilen in to zdravilnost so opazili tudi drugi. Poglejmo insert iz videa Caro življa. O, glih ulamil sem. Čau, folk. Ime mi je Car. A kličujo me Zoki. Odrašal sem med bloki. Geto pa to. Doživel svašta videl marsikaj, tako da jaz vem live. Posluš. Recimo kupuješ avto, a nimaš niti za buhtlo. Valjda greš babico prosat za denar i kad jadna preračuna v dinare, infrakt. Ode baba. Kvazaj. Pokliči 112. La 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 la. Dispečer na drugi strani ti bo povedal, kje slaka najdeš najbližji avtomatski ma mašino za oživljanje in to avtomatsko. No, ta posnetek je zdaj postal tudi del uradnega učnega gradiva na vseh delavnicah za oživljanje. Torej so vas prepoznale tudi neke resne ustanove, organizacije. Po tem, ko je video rata uspešen, predtem so bili pa veliki problemi, da ga sploh zaštartamo. Ampak ja, pač mlade ne zanima politična korektnost, pač mlade zanima nekdo, ki jim bo približal vsebino na njim razumljiv način. In tako da, če pa lolo, pa če, pa pač tako mora biti. Ja. No, z vašimi sodelavci ste posneli najbolj gledan film Hostar. Kaj zdaj novega pripravljate? Zdaj, da bi glih razkril, kaj je boljš, da ne bom urekel, ker pač stvari so še v povojih, ampak pripravljamo bolj obsežne projekte, ker teh manjših nekako se zadnje čase ne da več živeti. Bi morali ustanoviti Ministrstvo za čefurske zadeve, kot je uvodoma pisalo v spotu za carice? Mogoče kakšne 10 let nazaj, ko so bili čefuri še tisti bav. Zdaj, ko imamo pa Sirice, pa Irance, pa mislim, da je fokus na njih, tako da smo zdaj pod radarjem. No, to je to za to leto. Najlepša hvala in srečno in vse najboljše v novem letu. Srečno tudi vam, dragi gledalci in gledalke. Poslavljamo se s še enim posnetkom, ki ga je Goran Hrvaćanin posnel za Agencijo za varnost v prometu. Požgi do konca. Nam ti nič. Prosim. A mami ti je prosim, totalko si mi naredil, človek božji. Sej to je sam praskica, to se spolira. Ma ne, avto stari, frizura, kdo bo to popravil, a? Pa sploh čačkaš ta telefon med vožnjo, če je prepovedano zakonom. Viš kva, glih selfija na Instiče objavljam in ne vem, kjer filter bi uporabil, a bi Sierra, a bi X Pro 2. Zagata pa taka, ali kaj pomagam? Ja,